Pred nami je referendum o družinskem zakoniku, ki je razdelil slovensko javnost. Prvi osnutek, ki je bil leta 2005 objavljen v Uradnem listu, je pripravil Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ta osnutek je bil posvečen le naravni družini v vseh njenih izpeljankah in se ni ukvarjal z istospolno partnersko skupnostjo, ki sodi v drug zakon. Nato pa so gospe na ministrstvu ta strokovno pripravljen osnutek preoblikovale tako, da so vanj vključile istospolno partnersko skupnost. Med življenjsko skupnostjo moškega in ženske in istospolno partnersko skupnostjo pa v pomembnem vidiku obstaja nepremostljiva razlika, saj istospolna skupnost ne more biti prostor naravnega rojstva otrok. Zato je ministrstvo vzpostavilo popolno izenačitev obeh skupnosti tako, da je skupnosti moškega in ženske odvzelo pomen, ki je v zasnovanju naravne družine. V družinskem zakoniku, ki je predmet referenduma, gre torej za mnogo več kot le za izpolnjevanje želja istospolno usmerjenih. Gre za politično razvrednotenje tistih naravnih družinskih celic, ki edine lahko rešijo vprašanje demografske katastrofe slovenskega naroda. V Sloveniji je mnogo mladih družin, mnogo življenjskih skupnosti moškega in ženske, ki imajo veselje do življenja, pa tudi voljo in pogum, da se kljub predvidenim naporom in tveganjem odločijo za otroka. Pripravljene so se odreči brezskrbnemu lahkotnemu življenju, roditi otroka, enega, dva, tri, pa tudi več, in jih pospremiti v življenje tako z materinsko kot tudi z očetovsko ljubeznijo in vzgojo, obenem pa jih obdariti za rodbinsko identiteto. Ne samo nespodobna napaka, zločin je, če državna družinska politika tega ne zna ali noče ovrednotiti kot priložnost posebnega družbenega pomena. Prav takim življenjskim skupnostim bi morala država še bolj pomagati uresničevati njihove sanje, tudi s tem, da jim pomaga pri iskanju prve zaposlitve in reševanju stanovanjskega problema. Ni res, da družinski zakonik nikomur nič ne jemlje, da pa daje pravice tudi otrokom v istospolni skupnosti. To kratko malo ni res. Res namreč je, da zakonik nikomur nič ne daje, naravni skupnosti moškega in ženske pa odvzema poseben družbeni pomen, ki je namenjen tako otrokemu polnemu življenju, kot tudi ohranitvi slovenskega naroda. Zato ga bomo na referendumu odločno zavrnili. Naj se ob tem zahvalim civilni pobudi in vsem, ki se zavedajo pomena naravne družine in jo odločno podpirajo, pa čeprav naj bi bilo to menda nazadnjaško, mračnjaško, nestrpno, homofobno in kar je še takih neravno spoštljivih oznak.